Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, prav prisrčno pozdravljeni. Oglašam se iz Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem. Prav prisrčno pozdravljena vesoljna Slovenija, pozdravljam vse bolne in ostarele. Tukaj iz tega predela Avstrije se da videti cele Kamniške, Julijske Alpe do Triglava. Pa dovolj o tem. Dragi prijatelji, na vašo željo se bo obiskal Tinje na avstrijskem Koroškem. Še poseben pozdrav vsem tistim Slovenci, kateri nas sedaj spremljate preko svetovnega spleta. Domovina Slovenija vas ima rada in ste dobrodošli. Prav tako lepo pozdravljam tukajšnjega ravnatelja Jožefa Kopajnika. Želim vam prijeten in dober sprejem in to je dovolj zgovoren razlog, da ostanete v družbi naše televizije, ki prihaja do vas iz srca. V naslednji oddaji pa bomo obiskali najvišjo cerkev v Sloveniji, to je Urška gora. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dobrodošli, Bog daj. Jaz bi vas prosil, če se našim gledalcem v Sloveniji na kratko predstavite. Verjamem, da vas veliko naših gledalcev pozna oziroma vernikov in prosim. Dobro, pišem se Jože Kopajnik, drugače se podpisujem Jože Tinski in potem imenom me tudi v Sloveniji mnogi poznajo, mnogi, to se pravi, v prvi vrsti seveda duhovniki, bogoslovci, drugi kulturniki, ki se z njimi srečavam ali v Tinjah ali po Sloveniji. In 39 let sem že tukaj v domu v Tinjah. Bil sem prej 2 leti kaplan in zdaj pa upravljam ta dom in vodim celovce tudi misijonsko pisarno, prej sem predsednik tudi Celovške Moholve, prej sem povodil tudi dušno-pastirski urad in sem odgovoren v škofiji tudi za bodoče diakone, za njihovo formacijo, šolanje in to je tudi delo, ki ga zelo rad upravljam pod vodstvom seveda našega škofa. V Tinjah tukaj sem pa dal časa, kot sem si prej predstavljal in sem pa zelo srečen, vesel tukaj, ker je zelo razgibano delo, dejavnost takega katoliškega doma prosvete. Prinaša vsak dan novosti, izzive, možna srečanja z zanimivimi ljudmi, bodi si iz Koroške, iz Slovenije, iz Avstrije, pa vseh predelov, bodi si Evrope, pa tudi vsega sveta prihajajo ljudje sem v Tinji. Preden predstavljam tale vaš lep, bogat dom, predvsem duhovno notranji miren, pa tudi lepa narava je okrog v tem predelu. Katere slovenske župnije so na avstrijskem Koroškem in morda še tudi kakšno župnijo posebej od Celovca naprej izpostavljeno? Ja, naša škofija, Krška, Celovška škofija ima 24 dekanij. Od teh 24 dekanij je 8 dvojezičnih, in sicer v Rožu, Podivni in Zilji. In trenutno oskrbujemo tudi iz dušno-pastirskega urada, ali pa imam tukaj iz Tinskega vidika kontakt približno s 65 župnijami. Ene so bolj slovenske, druge že precej ponemčene. Izpostavljamo seveda radi župnijo ali faro Sele pod Košuto, ki je še čisto slovenska ali Pobirsko ali Žvavek, druge so pa že bolj ali manj mešane. Ena največji župniji prav gotovo Privrk, ki zajame skoraj polovico spodnje Podivne in je zelo živahna, dobra župnija, pa tudi druge se predstavlja z bogato farno ali pa tudi kulturno dejavnostjo. Vse do železne kaplje, do gospe sveta in tako naprej. Ja. Zdaj pa prav, da povemo nekaj o zgodovini v Tinjah. Kdaj je nastal ta dom morda? Treba povedati, da je Tinski dom ima naziv Sodaliteta ali Sodalitas in sicer to je udruženje slovenskih duhovnikov tukaj v naši škofiji. Pred 101 letom je ustanovil krški škof to duhovniško skupnost slovenskih duhovnikov po vzorcu ljubljanske takšne duhovniške skupnosti. In duhovniki so bili pač v zgodovini kot tudi kje drugot v kulturne
Kranjskem, na Štajerskem, zadolženi poleg dušnjega pastirstva tudi za posvetno kulturno delo, dostikrat so bili duhovniki, tudi glavni ali pa so pobudniki pri ustanavljanju raznih društv, pevskih, odrskih društv ali pa tudi posvojilnic in zadrug in tako naprej. In ta Tinski dom je nek ostanek te širše zgodovinske odgovornosti slovenskega duhovnika za Luxor, iz katerega izhajajo. In tako so duhovniki solidaritete so že med prvo in drugo svetovno vojno v večji manjši župnišči v Orožju pod Junizili prirejali predvsem v zimskih mesecih razne izobraževalne tečaje, duhovne vaje, kaj podobnega. In po drugi svetovni vojni se je to delo vse bolj in hitreje koncentrirali tukaj v Tinja, in sicer najprej v Pošnjskem postopju, kjer smo imeli pa tudi slovensko kmetijsko šolo in seveda razne tečaje duhovnih vaj. In potem je prednji gradil dodatni dom, tako, kjer so lahko ljudje pač tukaj prenočili, že bolj udobno. Ta dom je dobro služil in odslužil in smo ga potem pred 16 leti izrušili. In prej pa v dveh gradbenih fazah smo gradili ta dom, ki ga zdaj vidite pred seboj in ki dobro deluje, ker smo lansko leto imeli, ali pa sploh v zadnjih letih, okoli 600 preditev v slovenskem in nemškem jeziku in izdajamo potem naš programski list, ki ga zdaj dvakrat na leto razpošljamo po Koroški, po Avstriji, po Sloveniji, po drugih evropskih mestih, odkud pač prihajajo naši tečajniki. To je zelo na kratko zgodovina in dom je last slovenskih duhovnikov, seveda ga vzdržujemo, ga vodimo in delamo v njem programe s pomočjo tudi škofije pa razne drugih organizacij, ker dom sam se svoje dejavnostjo ne more vzdrževati. Mislim, da je priprav, da predstavimo vaš tim, se pravi vaše sodelavce, ki vam pomagajo. Jaz seveda ne delam sam, temveč res v timu, kako ste povedal, temveč nas ni veliko, tukaj nas je 14 ljudi, eni delamo programe, drugi delajo potem reklamo, po medijih, po občinah in potem pa imamo seveda tudi gostinsko oskrbo, ker najraje imamo seveda tečaje, ko ljudje tukaj prebivajo. To je ta socialna faza izobraževanja, ki je zelo pomembna, važna, da se ljudje drugemu odpro in da tako večjem zaupanju drug drugega in pa tudi do predavateljev razmišljajo o svojih življenjskih vprašanjih. Nas je pa zapravo malo, moramo vsi pošteno delati, da pač vzdržujemo tudi ta dom. Moram povedati tudi prvi vtis, ki sem dobil, da ste zelo prijazni, gostoljubni. In to je tudi prav. Imate tudi svojo spletno stran, katero boste spoštovani gledalke in gledalci tudi videli na malih ekranih. Jaz bi pa iz spletne strani, pa me boste verjetno tudi dopolnili, imate tudi vera, pa teologija, pa filozofija. Ja, težišča so zelo razgibana, zelo široka težišča našega programa. Moramo tudi tako delati, se ne moramo osko osredotočiti na samo eno tematiko. Tako je slej ko prej verska teološka ponudba na prvem mestu. To so bodisi duhovne vaje, dnevne meditacije, verske diskusije, verske vprašanje in to v obeh jezikih. In potem drugo težišče so prav to pedagoško vprašanje, vzgojno vprašanje, potem politično-družbena vprašanja in smo izdali tudi skupaj s Celovško univerzo pa z Mohorov Celovcu 10 knjig, Zgodovina brez meja, Geschichte grenzen, ko smo obravnavali v seminarjih tukaj v domu tako pereča, politična, družbena vprašanja, ki se jih drugi tako skrivali pod preprogo. Mi o tem jasno diskutiramo, ker smo hiša dialoga. In zdaj, pred 2 letom smo izdali tudi knjigo o topografskih napisih, o dvojezičnih napisih. Smo imeli strokovnjake iz vse Evrope tukaj. Seveda ta knjiga mogoče bo tako v prihodnem času pomagala politiki razjasniti si svoje predstave, svoje gledanje glede dvojezičnih napisov na Koroškem. In potem seveda imamo jezikovne tečaje, potem tečaje za računalniki, to je predvsem za mlajše ali pa tudi za seniore, za starejše ljudi. Potem znano in priznano področje, pri nas je tudi izobraževalna potovanja po vsem svetu. Vsako leto imamo skoraj 12 ali 15 potovanj. Pripravljamo zdaj potovanje tudi v Etiopiji
organiziramo vsako leto več potovanj v Slovenijo, tako da razkažemo vlastnim ljudem, rojakom, pa tudi nemškim sodeželjanom Koroške, za kulturno bogatstvo v Sloveniji, da spoznajo, da to je pravzaprav ista kultura, samo nas ločuje, Slovenci in Nemci pač jezik, pa da je to ista kultura, ki jo dihavamo tukaj v srednji Evropi, v srči Evrope, že skupna stoletja. Pa je vera tista, oziroma Jezus tisti, ki nas dolgo povezuje in zbližuje. Seveda, najgloblja veze je prav gotovo tudi vera in zato tudi dobro misleči, nemški državljani radi prihajajo v dom in mnogi nemško govoreči, pa Nemci tukaj v naši deželi rečejo, da se tukaj kar domače počutijo in ker dihajo pravi koroški duh v najboljšem smislu besede, ker je pač držela dvojezična in ker je ravno ta kultura zanimiva zaradi te dvojezičnosti in tega sožitja zgodovinskega in sedanjega obeh narodnostnih skupnosti. Zelo dobro se mi tudi zdi, da ste tudi podarjate družini, pa partnerstvo, pa vzgoji, eno vejo, ki je družina, tista celica, od katere pravzaprav otrok dobi prvo spoznanje vere, oziroma prve tiste napotek Boga. Seveda, to je osnova za vsako družbo, zdrava družina, zdrava prihodnost, za narod, tudi za cerkev, to je temeljni interes tudi našega izobraževalnega programa. Ja, veliko bi se še dalo o tem govoriti. Lepo je, da ohranjate tale slovenski jezik in prav je tudi, da obiščete Slovenijo, kot ste prej dejali, tudi na spletnih stranih RKC-a, to je tale krščanska strežba, ko so vsa ta velika svetišča gori od Svete gore, Stare gore, pa in Celje, tudi Tujska gora se pripravlja in tudi največje slovensko-romansko svetišče, to je Brezje, Bazilika in v tem priliki tudi vse zdomce povabim, da obiščejo to spletno stran. Mislim pa, da je tudi prav, da kakšno besedo rečemo tudi vsaj jaz velikokrat svojih podajah pod poti, vaših spoštovane gledalce, omenim našega Blaženja Antona Martina Slomška, ki pa je tudi en velik korak naredil za Slovence. Je prav gotovo, kako vidite tukaj v naši kapeli, imamo seveda sliko Blažena škofa Slomška. Meni je zelo pri srcu, bolj ga spoznavam tudi po njegovih spisih, bolj ga spoštujem, cenim, ljubim in v ozadju te akcije sem bil pred leti, da je namreč Mariborska škofija prinesla relief Blažena škofa Slomška v Celovško stolnico in naš škof je nekaj mesecev prej prinesel kip Svete Heme v Mariborsko stolnico. Ravno smo hoteli s tem poudariti, kako ta dva svetnika povezujeta obe škofiji, pa tudi obe regiji in oba naroda. In zdaj pa že lahko tudi razkrijem neko skrivnost. V dogovoru smo z patrom Markom Rupnikom, ki bo letos jeseni ali pa drugo letos pomladi, verjetno upam, da želim, da letos jeseni, sa svojo ekipo naredil na pročelju kapele in zakristije tukaj v Tinskem domu čudovit mozaik, namreč svetega Benedikta, Cirila in Metoda kot evropske zavetnike, da postavljamo Tinski dom tudi v ta duhovni okvir in potem pa druga mozaična slika ne bi predstavljala Modesta, apostola Karantancev, to se pravi Slovencev, in potem Svete Hemo in Slomška. Ravno to mi je srčna želja, da se to lahko čim prej uresniči, ker v tem duhu tudi Tinski dom deluje in želi delovati tudi v prihodnosti in da tudi ljudje nazvan, že v prvem srečanju s Tinskim domom vedo in zaslutijo, v katerem duhu želi upravljati Tinski dom svoje poslanstvo. Koliko ljudi pa lahko sklenete v tale vaš lep dom? Ja, postelj imamo 80 za tečajnike v 48 sobah in drugače imamo 6 seminarskih prostorov, kapelo, klubske prostore in čez dan seveda spremimo lahko tudi 150 pa 200 ljudi tudi. In imamo dosti krat, seveda skoraj vsak dan paralelne tečaje.
In to istočasno slovenske, nemške tečaje, tako da ljudje, ki pridejo kot tečajniki se v Tinski dom, da čutijo, zadihajo veko to vzdušje in ozračje dialoga. Res je, prav se čuti ta mir, spokojnost. Žal se bliža konec te naše oddaje Pot poti. Bi vas pa gospod ravnatelj prosil še za zaključno misel, mogoče tudi povabilo za naše cenjene gledalce, da vas obiščejo v Tinjah ali vas se tudi kakšen dan odrežijo vašega tečaja, ki verjetno tudi objavite na spletnih straneh. Ja, seveda to storim zelo rad, ker na spletni strani vedno lahko berete v našem programu, potem pa tudi v slovenskih občilih, tudi po slovenskem radiju, televiziji in tudi Avstrija, tudi naša občila veliko rada poročajo v tinskih programih in rojaki se seveda vedno prisrčno dobrodošli, ker Tinski dom postaja vedno bolj tudi vseslovenski dom, ker veliko ali pa mnogo skupin, romanskih, farnih skupin prihaja iz Slovenije, pa tudi zakonci, študenti, dijaki, duhovniki, svoji ministranti, vsi so prisrčno dobrodošli, čim več jih pride, tem bolj sem vesel, ker da se čuti v Tinskem domu ta vseslovenski utrip. Ja, Tinski dom je seveda tudi hram umetnosti, ker več kot 50 umetnic, umetnikov je zastopanih tukaj z večjimi manjšimi deli ali pa cikli in potem imamo vsak mesec 2 razstavi v veliki galeriji in v mali galeriji. Trenutno razstavljamo tudi v mali galeriji ikone bolgarske umetnice in ta razstava je zelo odmevna in prejšnji teden smo pospravili razstavo srbskega umetnika in največ umetnikov procentualno razstavlja tukaj iz Slovenije. Približno 35% umetnic umetnikov razstavlja tukaj iz Slovenije in je za marsikoga tudi ta Tinska galerija odskočna deska, potem še za pomembnejše avstrijske ali pa tudi mednarodne galerije. Tako, kdor prihaja v Tinje večkrat, doživlja dom tudi s spremenjenim notranjim licem, ker bo vedno tukaj videl in srečal različne umetnice, umetnike in potem predvsem pa sodobno umetnost. In umetnost in vera, kultura dajeta človeku tudi možnost, da z nekim globljim spoznanjem, z globljim pogledom spoznava tudi življenje in vse, kar ga obdaja zunaj v stvarstvu ali pa v svetu, ki ga tudi človek soustvarja. Ruskega misleca in pisatelj Dostojevskija, ki je poznal sicer človeško dušo, labirint človeških zablod in vse te mine tudi človeškega življenja, a ki je hkrati tudi našel zase in tudi drugim odprl pot k Bogu, tudi s tem spoznanjem, ko je rekel, da lepota bo rešila svet. Lepota kot tista praharmonija, ki izvira iz Boga in ki se zrcali potem v stvarstvu ali pa ki se zrcali tudi v raznih umetniških izrazih preko človeka, v literaturi, v glasbi, v slikarstvu, v arhitekturi in pač vsem, kar človek tudi ustvarja. Vsako leto imamo v Tinjah tudi 3 tečaje slikanja ali risanja ikon. 2 tečaja vodi umetnica iz Bolgarije in en tečaj pater Ivan Sokolovski, ukrajinski jezuit, ki živi na Dunaju in ima pri nas v naši hiši tudi več tečajev.
in vsako leto priredimo tudi posebno razstavo ikon, ki je zelo odmevna in ljudje prihajajo sem, si ogledajo ikone in pa mnogi tudi kupijo. Ikona je pa tak izraz te vzhodne teologije in ikonografije, ki poudarja bolj človeka v njegovi popolnosti, ko je že dosegel po Božji milosti tudi lastno prizadevanje, svoj dokončni cilj v nebesih. Ikona ne vidimo toliko tega trpljenja, temveč bolj stojenskega človeka v poveličanju. Jaz se vam iz srca zahvaljujem za gostoljubnost, za tak lep sprejem in vam želim v življenju enako tudi vaših sodelavcev veliko Božjega blagoslova in vse dobro in tudi vsem tisti, ki vas bodo bivali oziroma ki jim bodo ponudili tole pastoralno duhovno hrano. Hvala lepa. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, spremljali ste oddajo Pot poti. Pišite nam še naprej na elektronski naslov tako v netu pot@planet.si. Ob tej priliki bi želel tudi vsem gledalcem, ki spremljate nas preko svetovnega spleta izven lepe naše domovine ali v Sloveniji. Prejel sem tudi precej pisem, v katerih me sprašujete, kje se da ta avstrijski radijski program slišati. Mislim, da je Radio 2, ne? Ja. Ta se pravi, je tudi ena povezava na www.živilko.com in vsi tisti, kateri želite, da ga bi poslušali, ga lahko preko te slovenske spletne strani tudi spremljate. Pri tej priliki vas tudi povabim na spletno stran krščanskega strežnika RKC-ja. Zahvaljujem se vam za pozornost, želim vam še naprej prijeten sprejem v družbi naše televizije in v življenju vam želim vse dobro in obilo Božjega blagoslova z Bogom in vse dobro iz in na avstrijskem.